The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Prvo. Čau, sončki, dobrodošli nazaj. Še en kolesarski človek, z mano je spet Petra. Danes bo pa debatirala o zaključku sezone. Baje, da so bili zelo mirni. Pol malo bo šla v svetu v kolesarstvu, se pravi v kolesarskem svetu, kaj se kaj dogaja. Pa še mislim, da imamo spet neko vprašanje od stranke. Tako da, evo, to je to. Polajkite, šerite, kukarkoli, delite med frendi. Jaz bi se še zahvalil zdajle, ki gre bolj prke konc sezone. Vsem, ki sledite, vsem, ki kaj komentirate. Pač to se dela v bistvu zaradi vas. Če vam ne bi bilo zanimiv, pa če ne bi bilo čim več ljudi, ki to spremlja, bi tudi najbrž že nehali snemati. Ja, to je to. Upam, da ste naredili veliko kilometrov. Pa še sporočam, da bo v januarju bo najbrž kakšen mesec pauze, ka mene nov, kakšni vlogi bojo, ne bo pa podcastov. Pa zdajle sem dal glih na spletno stran, jutri bo mailing prišel ven. Za vse, ki iščete kakšen after ride oblačila, se pravi puloverji, majice, trenirka, se da zdaj naročiti. Se mi zdi, da smo zrihtali po zelo ugodni ceni, glede na kakšen material je, pa ko bi rekel, kakšna je gostota materiala. Tako da, evo, to je to, če koga zanima, imate tudi v opisu povezavo, pa zdaj so še te praznični popusti za OSPV, dobite zraven še UFO-drip, glede na to, da je OSPV že 160 € znižan. Pol imamo ob nakupu majice pa hlač, dobite Active Cleanser zraven, pa ob nakupu čal dobite pa zraven to našo vrečko, pa bidon. Tako da, evo, pejte šopingirati na approvecycling.com. In Petra, kako si se ti imela ta vikend? Ja, se vidiš, da sem kar bolj tih. še zmatrana od vikenda, najbolj od petka, tako da res smo se imeli fajno. Jaz sem bila prav presenečena, v bistvu mislim, da se vsi, kar nekaj se nas je spoznalo v enih novih vlogah, v nekih novih, smo se malo drugače po moje izkazali ali pa prikazali. Ponovadi se poznamo ker z nekaterimi bolj mogoče samo s kolesa. Tule pa je bila res pač zabava, pač prednovoletno druženje vseh, ki ste bili z nami, in pa očitno so pač vsi tisti, ki ste nam bili najbližji, ki smo vam bili najbolj všeč, in ste se nam pridružili ta petek, kot da smo imeli pač tako zabavo, ki se spodob. Začeli se je pač z veliko pogovarjanja, z veliko klepeta. Z nami je bil Žiga Jerman, ki je v bistvu maser, glavni maser Tadeja Pogačarja. Ob njemu je bil celo sezono, tako da smo veliko enih zgodbic lahko slišali, zvedeli. Veliko takih stvari, pač glede na to, da je bilo to ob zabavi in ob pivu, ne bomo glih razkrivali, ker ne vem, koliko so dejansko zadeve lahko pove ali ne, ampak drugič pač ne ljudje pridejo, pa bojo slišali take zgodbice, ki upam, da bomo pač imeli vedno na neki zabavi vsaj nekoga, ki nam bo še znal kaj povedati, še kakšno stvar iz tega sveta, tako da je pa obljubil, da bo drug let na to zabavo Pogačarja pripeljal, tako da ampak se pravi, bili smo zelo dobre volje. In tako da v bistvu moram pa povedati, da sem se naplesala ful, tako da so me kar dobro noge bolele naslednji dan, so to očitno neki drugi gibi in očitno ne moramo biti kolesarji pri miru, tudi na zabavi ne. Tako da smo se fajn naplesali, mislim, da kar velika večina nas je kar ostala do poznih ur, tako da smo malo pred polnočjo zaključili, kaj sem zdaj hotela povedati? Ne vem. Nekaj ste zaklopali? Nekaj smo zaklopali, zaklenili lokal in se preselili še v center Ljubljane, tako da smo še nadaljevali na drugi lokaciji, tako da mislim, da je bilo res fajno. Jaz upam, da je bil to največji žur tega decembra moj, ki je še enega tazga nam zdržala.
Do naslednjega petka. Ne, zdaj gremo mi dva na smučanje, tako da... Ja, sej na ski openingih pa Ne, to pa mi da greva nikoli. sama dva, mi da sva pridna, to je drugače najsk. Mi da imamo res ski opening. Okay. Ja, sej si tudi kaj prvošva, ampak Dobar. to, ne more izvajati, kot je šlo ta petek. Je dober? Tako da ja, v bistvu pa ful hvala, da ste prišli in tisti, ki ste bili, to že veste, kjer ste bili in je meni bilo ful dober, upam, da je bilo vam tudi tako dober kamen in da bomo mogoče imeli tudi drug let še vmes, kakšen tak žur, ne sam na koncu leta. Ja, mogoče. Ja. Ali pa boljš, da ne. Možda, da ne, ja. In za vikendske kolesarla? Ja, jaz sem imela sicer za soboto napisan VO2 max trening. Ja. Ampak sem ga pametno spustila in sem res imela res tisto easy, to je bila cona 1, če rečem temu, sem se pač samo usedla zvečer, ker sem bila že kar dobra, sem prišla po sebi, se že najedla in spočila in sem se pač usedla, malo pogledala zraven nadaljevanko in res easy odvrtela tistih par dobro uro pa polno. Mi je pasal, moram reči drugače, ampak res tako, brez nekih visokih pulzov, minimalen puls in vse in mi je prav dobro sedel. Včeraj sem šla pa pol na gorca, sem pa kar malo tišala tamle po Golovcu, sem šla sama, tako da je bil mir sad šokiran, da sem šla sama na gorca in sem pol malo se tam pojala po Golovcu, pa tistih pukalnih, pa pol še malo na Ljubljanski grad, pa tako da malo sem se igrala, mi je bilo prav lušten. Tako da sem naklofala skoraj 700 višincev na 30 kilometrih. Dobar. Ja, Jesi na sem se gorcu, spucala. gor dol. Nisem spucala, se ne smemo tako govoriti, ker to ni, ampak ja. Tako da ta trening od sobote imam zdaj predstavljen na Tako da, jutro. če je kdo kakšne hlape vohu tam po Golovcu, bila Petra. Tako da je dobro, ti si pa tudi ful nekaj kolesarov, kaj ti je pa bilo? Pa ne, Števko pa Davor sta šla na bajk, pa sta Ja, pa že v rekla... soboto si bil? Ja, v soboto sem probat sem mogel to, ko sem s Berkom, kaj Berko bi se naredil, no? Kar lahko vidite v zadnjem vlogu, to podložko in sem probal položaj in mi zdaj res je top. Tako da se da orang dobro voziti. Včeraj sem živčenega fasil, ko Števko, kukar je star, pa kukar je že cajta na kolesu, se ne zna voziti. Sem prav živčen bil. Vse se nikoli ne bo navadil. To je noro. To pa, Pač, če nima enega, ki ga mu teži, je on kot podivjana kura na Ja, kolesu. pa kar tam neke nadvoze, kar od šprinta, pa se ostal, pa gre pa spet čist nazaj. Pa, kaj imaš ti kle? Ja, ne vem, pač to je Števko. Če sem bil kar... Sej pač, če ne greš za njemu, ne. Pa ja, sej, sam... Pustiš ga Ne pri miru, da ne. se mi sploh... No, sej ni. Ja, sej te razumem. Jaz sam pač... Ampak drugače bo pa kadar ste čisto lušten. sami, jaz si predstavljam, kako je, ko ga vidim, kako ga že srbi, kadar smo v skupini, ampak tam se pač pol prilagodi, Se a polk ne? je bil spredi in kamar šel. Ja, pač Je ne šel vem tako kaj, počasi, ne da- razume besede pre-season, pa to Mogoče season, je pa eno minuto mid-season. spredi bil tako, da je Ja. bil nek tempo, pa še to ne neki... Glavnem Števko nauči se voziti kolo, ker to je brez veze, ker če misliš, da si bil letos dober, ne boš nič boljši, kot si bil, če boš tako nadaljeval. Ja. No. Si že dosegel svoj maksimum. Tako da, to, ampak drugače se smo naredili nekaj čez 70, mislim, da. Je bilo čisto redo. Ja, če je bilo kar hladno, ne. Pa ja, Jih pol, neke- če si za Švico malo je bilo, jaz sem se malo preveč oblekel, pa sem imel sam spring fall gor, pa sem se malo nategnil, ko sem imel brez rokavnik predolg časa zapet. Če bi ga prej odpel, bi bilo boljš, ko ne bi za Švico. Toliko si bil malo oblečen, no, ko Ja. jaz sem bila včeraj kar vse, kar vam najdem, jaz nisem več. Ja, ti si imela malo premalo vode, je alkohol preveč vezal na se. Ma ne. Jaz na srečo nisem imel teh problemov. Ja, tako da je bilo mogoče v sem redu. bila tresavico. Ne, ampak sem se kar oblekla, pa mi ni bilo žal ničesar, kar sem se Ja, včeraj sem dal pa oblekla. prvič gor včeraj zimske čevlje, tako da in je bilo čisto super. Jaz sem imela tudi zimske čevlje, najdebelejšo jakno, najdebelejše hlače, najdebelejšo švic majico, uno tam modro, asos, uno, vse. In Jaz sem imel vse jesensko. res, da sicer, ko sem šla v klanc, mi je malo bilo mogoče toplo bolj, ampak prav nekaj hudega pa. Sem gledala na števcu, je bilo tako od 6,5, pa sicer tam nekaj mi je kazali po Golovcu celo 10 stopinj, zdaj da je bilo not v gozdu malo bolj toplo ali kva. Ni bilo neke hude toplote, no. Meni kar je manj kot 10, pa če ni sonca, meni je to mraz na kolesu. Ja.
Dej, greva na prvo temo, Ja. greva kakšne malo na Kaj si hitro pa čez. ti zamislil najbolj s tem? Je to, ko sem te poslal da je Campagnolo zdaj v 3 letih prdelu 24 milijonov minusa in da bojo zdaj končen začeli odpuščati. Mislim, končen. Končen. Ja. Tako da nekaj, kar ne vem, a smo vsi, ki smo malo zraven potih pričakovali, ker da nimaš ti nobene grupe za prvo ugradno, praktično razen super rekorda, ne vem, težko delaš plus. Tako da, ja, ne vem, kva si jo oni zamislili, ti si kaj prebrala. Nisem si neki glih ful, ampak tako, kot si rekel, da vse, kar se spremlja, zdaj le glih to v zvezi s Campagnolom že leta, ne, je bilo to pač mogoče res za pričakovati. Tudi tole novo grupo, ki so dali ven, jaz ne porajtam, da bi se ful parela, zdaj mogoče ti bolj vidiš, kako je v tujini, zato ker pač v Sloveniji mislim, da je bila kampa dolg časa bolj sinonim, mogoče malo starejših kolesarjev, pa so jo imeli bolj kot za neko ta evergreen. No. Danes mladi kolesarji, mlajši se za Campagnolo ne odločajo, kot prvo je draga. In pa že, mislim, da se je že kar prijel sloves, da je zelo zakomplicirana za tudi same servise, da je veliko težav s servisiranjem same Campagnole, da je Pa ne, sem serviser, noben ne servisira tega in pol valjda, če nimaš tega v roki Se ni problem konstantno, servis, problem je tudi, če imaš ti konstantno neko težavo, a ne, in se ne odpravlja ta težava in zdaj, ko zaš ti Shimano gor, Shimano dela in ne rabiš narediš načeloma, ne. Isti Ja, to je kurac z zadeva. vsemi grupami. Ja, lej, jaz ti lahko povem čistko, pač pogovarjali sem to- smo se to si z imela znanimi ti težavo. serviserji, ki so to, ne, isto je povedal Kavčnik, so imeli čisto težavo, kot jaz, sam pač oni so lahko vsakič updatali in so imeli isto težavo, čisto, ne da se pač nastaviti na tok fino, se ni dal nastaviti menjalnika, kakor vse ostalo. Zelo je bila težava ga nastaviti. Saj sem ga tudi jaz vozila hčerinu na servis, ki ga mersati ni mogel, pa so mi isto nastavili, pa je bilo čez 2 meseca ponovno in sem ves čas vozila kolono vsake 3 mesece na neke nastavitve, pa tudi zato je bilo treba plačati, te nastavitve niso poceni, če si iskreno. In da daš ti vsake 3 mesece 60 €, zato da ti nekdo nastavi menjalnik, je katastrofa. To se more dati v današnjih časih sam narediti. Imamo aplikacije za to, ki to lahko naredijo. Pač Campagnolo lahko, da ima zdaj znovo, da je to kaj boljši, jaz ne vem. Ampak Pa ja, se saj pravi, je sem bil jaz še Kavčnik, vozil tudi 10 zdajle let, pa je ni bilo Jerman težav. isto povedal, da so bile ful težave, da so v pelotonu s te iz Campagnolo zelo razočarani. Tako da to so informacije, ki prihajajo in pač jaz nisem imela pač neke dobre izkušnje in saj tudi ostali, ki se klele pogovarjamo, imajo kar podobne težave. No. Je pa res, da eni ustrajajo na Campagnolu. Pa sem benga nikama kampo. Ja, že zdaj, še tale, ki jo je imel, kaj je že, Dušan, še on, ki je bil. Irše? Ja, Vse on je dal zdaj spet gor. ja, pa ne, mislim, da je dal dol. Mislim, da ima zdaj nima, zdaj ni kupil s Campagnolo kolesa. S Campagnolo kupil, super rekordom. Ja. Ja, no dobro, ampak težave ima pa iste, no. Tako da, ampak pač je fan Campagnola in ustraja pri njemu. Tako da... Meni je skozi vse delali. Ampak ja, ti si bil sklet prekurit, pa so ti lahko. Pa ne, če jaz pa nisem nastavljal nič. Jaz sem dal, ko sem dobil kolo, pol dokler se ni prodal, jaz nisem nič nastavljal. Ja, no. Sej pravim, lej, pač eni so enostavno fani in pač skratka, in je bilo za pričakovati, verjetno, da se bodo stvari začele odvijati, čeprav pač to je biznis, to je to je pač ne moreš ti forever, če delaš na tak način. Se sploh zdaj kampa se samo še ta super rekord dogovori v ostalih, vseh ostalih skupinah sploh niso posodobili in pač verjetno so že sami. Se spomnim že 2017, po moje, smo se začeli o tem pogovarjati, da morajo dobiti čim več koles, da bojo OEM dajali gor opremo, ne, se pravi za prvo gradno. In se pravi, to je zdaj že skoraj 10 let nazaj, ko smo bili v Faberki, pa smo jim pač rekli, da če tega nov, pač pozabi, ne, kakor sti enkrat Campagnolo servis, ne, pač če ni nobenemu kolesu kampe gor, zakaj bi sploh bil Campagnolo servis,
daš vse stran in aj čau, ne. Ker nimaš koles za servisirati, ker tudi nobenih noče pol, a veš, nobenih ne pozna to, ko si ti rekla, ne, dober. Pač, če ni kampanjole na nimaš kolesih še za kaj 2 do izročiti. 4 ure gor, pač, kdo bo to sploh poznal, ne. Poznajo oni, ki so starejši, zdaj že ne, kar je pa mlajših kolesarjev, vsi praktično San Shimano pa Saran poznajo, Campo poznajo kot nek prestiž, ki je drag in to je to, Tako. noben je pa ni vozil, ne. Ja. Tako da, ja, meni je, ne vem, čuden mi je, da so sploh, kako lahko tak brand pride do tega, ampak ja, lej. Tako da to je ta prva tema, ta druga je pa še zdajle Cycling News je spet dal ven, so testirali, so delali te aeroteste in so mi bili ful zanimivi te Ja, meni tudi. To mi je pa... rezultati na koncu. S tem, da pol sem jaz dal, da so primerjali še z 2024 testi, ki so jih delali. Ne? In je stvar, da je, mislim, da je prvih 10 koles, da je v 3% ali še malo več, no. Še več koles, da je v 3% tega drega, kar na koncu dneva za nas rekreativce, ne, če gledamo povprečno prej 30, kukar pa 40, koliko je bil test delan, je praktično čisto vsem, kjer kolo vzameš, če bi gledal sam aero pluse, ne. Sekle je še, koliko je udoben, logičen od položaja pa na kolesu. denar, pa teža, pa vse. Ja. Je pa ta test, ki sem ga jaz gledal, je bil s kolesarjem gor. Ker test brez Oboje so kolesarja delali. je meni, ja, samo on je meni brezpredmeten, kaj, s kolo se ne vozi sam. Kaj me briga. Ja, ne, to je res, ne, pač kakšen- mogoče se tam samo najbolj res ta aerodinamika pol izkaže, pač... Tako da ampak ja. mislim, da glih za faktorja tega prototype, pa za Colnago je bilo rečeno, da sta oba dva zelo dobra na stranski veter tudi, kar je pol super za profije, ki se furajo v skupinah, pa ki pride ta, ki so te echeloni, pa to, ki se naredijo, da je to v redu. Ampak drugače pa, ja, za naju dva, ali pa še za vas, ki gledate, je pa načeloma vprašanje, če čutimo razliko, ne, ti rečemo poganjaš na 260 vatov, kar pomeni, da če bi jih 257, a bi sploh čutila, da poganjaš 257, da bi čutila, da jih 260. Ja, to je dejstvo, da se to vemo, da so vsa ta kolesa vrhunska, pač, ampak se pa res še za stvar, se ne moreš se odločati, mislim, da se ne vem, če se rekreativci v večini, bom rekla, primerov, no, da bi se odločali na podlagi rezultatov kjerga kolesa, da se bo odločil. Mogoče, če sta ti dva, pa se ne moreš odločiti, pa mogoče, da ti to... Mislim, da se, ali pa tako, mogoče ta krog ljudi, ki so zdaj tukaj, ki že gledajo, ne, performance mal, se mi zdi, da tudi gledajo, da je kolo v redu. Rečemo, kar je bilo meni pretresljiv. Ja, ampak ne, da bi zdaj na podlagi najprej šel gledati, kjer je najboljši, ima ocene, pa vse, ampak mogoče si izbere 2-3 kolesa, pa potem gleda, kjer je, ne pa da najprej gleda, kjer je najboljši kolo. Ker jasno je, da najboljša kolesa so potem tudi najdražja, ne. Sekle so to vse, se vidi tudi po cenah, so to cene od 12,000 evrov naprej, a ne, vrednosti teh koles, ki so bila testirana. In mi je pa pač bilo zanimivo glih zato pač, ker tudi jaz vozim Y-a, ne, in ima zelo dobro oceno in zelo dobro v bistvu na koncu je razglašen za najboljši kolo v bistvu, a ne, na koncu, ko vse primerjave so dali skupaj na kolesu s kolesarjem, brez kolesarja, pri naklonih. Ne, servelo je. Ne, Colnago, kako? A si isti članek bral? Ja. Ja, pol ga nisi. Mislim, se je do Cycling News če je dobil Colnago najboljšo oceno. Na koncu. Po vseh, ko vse postavijo korekcije. Razen pač izpostavljajo to, da je najdražji od vseh koles. Ne vem, kukar sem jaz gledal. Je pa tudi tako, kukar je že glih zanče, no pač recimo Jerman je povedal, da so recimo da te NV obroči, a ne, ki so tudi tukaj, imaš v tem testu, so jih dali NV obroče na vsa kolesa. In se je v bistvu najboljši izkazal Y in tudi on je rekel, ne,
To je Zanč povedal, ko sva gledala moj kolo, da je zelo zanimiv, kako so te NV obroči vrhunsko funkcionirajo na Y, da verjetno so to že oni prej videli ta testa, ne, so tudi z tega vedeli, da na ostalih kolesih se pa ne pokažejo za toliko dobre, a ne, in da ne vem, a so jih res, tudi Mirsa ti rekel, da ne razume, zakaj bi bila neki obroči na enem kolesu boljše, rekel, zdaj edin, če so res, ne vem, s toliko dobro aerodinamiko, da se ujamejo toliko s kolesom ali... Ne vem, meni je to malo čuden. Ja, ampak tudi v tem testu so to ugotovili, ne? Ne, ugotovili so, da ko so dali v primerjavi z unimi obroči, ki so jih imeli serijsko gor, se mi zdi, da s temi Vision, da ko so dali NV gor, da se pač pol kolo boljš obnese. Ampak se je najboljši se pač spet pokazala največja razlika glih pri temu Y. Ja, sam ne veš, s katerimi so pa prej testirali, ne vem, kva so imeli. Ampak so imeli liste, so imeli vsi. Vse ima napisan, kjer Aha, se pravi, da so čisto iste obroče imeli pri vseh kolesih, pa so dali pa še na vse NV gor. Tako. In so... Tako. Aha, se pravi, da benefiti so bili največji pri Y. Tako. Polka so šli. Aha, to pa nisem zasledil. Ja, to ne imaš, vem, jaz sem jih vozil na BMC-u gor, pa so bili meni v redu obroči, tako da nimam kaj za reči čez, tako da že takrat so se mi zdeli super, jaz mislim, da sem vozil 5.6 gor. Ampak mi je zanimiv, da ko daš še 2024 test zraven, da je, čakaj, kako že gre, prvi je še vedno Cervelo, pol je Faktor, pol je, mislim, da ta star Cervelo, pol je Tarmac SL8, pa mislim, da še Treke Monde generacije 8, se pravi ta najnovejš, pol je pa Y. Da so tako po samih testih prišli, da sta v bistvu še vedno Specialized pa Trektanov, da sta še vedno v rečemo, kar se aero tiče, da sta še vedno zelo v redu tudi v primerjavi s temi novodobnimi kolesi, ki so zdaj, se pravi tako kot je tvoj Colnago, pa Cervelo, pa Faktor. Tako da meni je bilo kar zanimiv tole gledano. Govorim pa to, ko so bili kolesari, se pravi, ko je bil manekena kolesar gor. Ne govorim za samo kolo, ko so testirali. Ja, da ima gor osebo. Ja, se pravim, to si mi ti poslal, točno tako piše z NV. Še to, kar si mi ti poslal, v temu piše. When all bikes use the same NVSS wheelset, the ranking shifts slightly, but the Y lobs, imaš napisan. Da je še vedno ostal najbolj na top varianti in da pač iz tega vam predvidevajo, da je bil v bistvu dejansko Y optimiziran okoli NV wheelsetov. In to je tudi rekel Jerman Zanč. On pa voz od Pogačarja kolesa, ki sta isto velika, tako da kar njegova kolesa fura. The best. Fajn, ne? Jaz bi ga tudi. Ne, tako da mene je zanimiv, no, tukaj tudi tale Madon, ne, se ni glih izkazal kot neki full, ne. Ne, pa če Madon je prišel v top 5. Ja, top 5 je prišel, ampak še vedno me je presenetil, sem mislila, da bo mogoče tako z samimi razlikami, so kar velike razlike. Če pred Colnagotom. Kako če je Colnago na prvem mestu? Ni. Pa če ti gledaš, tukaj imaš Colnago, Cervelo, Works Tarmac, pa Madon. Čakaj, se vam je sklepil moje isto. Zdaj si me pa... Ti bom takoj povedal. No, aerodynamically, the Colnago YRS sits clearly in the top tire of current aero road bikes, but only... Se pravi, 2014 pa 2005 z kolesarjem pa 40 na uro v primerjavi z Emonde ALR-jem je zadeva taka. Ta prvi je Cervelo S5, je pridobil 27,57 W v primerjavi z unim. Drugi je Faktor, je 27,53, se pravi 0, pa ne ti gledaj zdaj 2,25 oceno tega tunela. Pa to je oboje skupino. Ja, pa zakaj bi skupaj gledal? Gled, kjer je zdaj najboljši letos. Kolesa, se lani ni bilo Colnago ta Y. Pa sej, tukaj je 2,14 pa 2,25 skup, ti govorim razpredelenco. Se pravi, ti gledaš sam 2,25, ti pa govorim še za lanski. No,
tretji je Specialized, je 24,47, se pravi že 3 vate. Manj pridobi, pol je ta četrti je Treke Monde SLR, se pravi ta Gen 8 je 24,31, peti je Faktor Ostrovam 24,25, pol pa šesti je pa Colnago Y1R, je pa 23,91, se pravi cirka 3 vate pa pol slabš od Cervelota pa Faktorja. Ampak ti si zdaj samo eno karakteristiko, ki so jo ocenjevali, prebral. Jaz sem ocenjeval... Moraš še gledati, da so gledali naklone, a ne? Pa vem, to je meni čisto vse. Meni je važno, kako je s kolesarjem gor per določeni brzini. S kolesarjem, ampak imaš določeno brzino, glede na, se pravi, naklon 15 gor, 15 dol. Se pravi, moraš vse to gledati, ne samo, pač kako si rekel, pa stranski veter, pa vse, ker na koncu so naredili oceno, pač ti moraš vse pogledati, ne samo pač, koliko je paru vatov pri 40 km/h. Sej tudi lepo, a ne, vem, sam je pol tudi pogoji na cesti niso 40 km/h, vaš čas pa brez vetra. Logičen, sam tak položaj, ko imaš ti na kolesu gor, pa tazga, ko imam jaz, lahko ti pršparaš 35 vatov, jaz bom pršparal pa sam 15. Ja, ne, se to pa mora biti idealen položaj, a ne, vsazga. Ja, se strinjam, ja. Pa tudi, ko se furaš meni je bilo bolj, se pravim, tukaj še vedno tudi recimo Tarmac ni dobil glih neki norih ocen na splošno, razen pač, da tukaj prško, ko ti govoriš o, ne vem, ampak vse ostalo je imel pa veliko slabša ta odzivnost, imaš potem kolesa, ne. Vse so ogromno enih ocen, raziskav naredili. No? Je polhanja stvari noter, meni je samo zanimiv, koliko so... Je pa tukaj enih številk bilo vsega, da je bilo meni to čist preveč, zato sem pa ful številke. No, da gremo do 20. je bil Scott Foil RC, ki je 19,15 vatov pršparil, se pravi, to je že 8 vatov, pa še malo manj pršparil v primerjavi z unim, ki so že testirali. No, s tem, da pa imaš pa 3 bajke, ki niso pršali v teh top 20, se pravi Merida Reacto 9000, Luke 795 Blade RS, pa Bianchi Oltre RC. Se pravi, so bi pa še manj pršparali v primerjavi s kolesom izpred 10 let. Tako da za Merido oziroma... To so ta kolesa, ki se zdaj vozijo modeli. Ja, oziroma za Bahrain, ki bo naslednje let vozil ta kolo, bo v bistvu takoj mogel 3% več delati v primerjavi z, rečemo, ta najboljšimi kolesi. To je ta tanjov Bianchi, je zdaj to. Ta je... Zdaj se ugotovili... Vse, ko so glih pri temu, a si videl zdaj, kako ga imajo pobarvanega? Da so ga na Merido pobarvali, njihove barve. O, bože, mili. Tega je Mersa sestavilo, ne? Ja, se vem. Pismo je meni, ko je pa to grd kolo, to je pa... Mislim, meni osebno da mi tako vse v isti koš. Tvojega, tega, Cervelota, niso isti, no, ta je, Faktorja, meni so vsi grdi. Ta je pa... Ne vem, ne znam sploh povedati, res tak... Zdaj, dokler je bil še okvir sam Go, je še nekako, ajde, je pač okvir nekaj posebenega, onoga, ki ga je pa sestavil dokončno, pa gor dal še Mersat obroče, pa vse skup, ne vem, ful je bil prav grozen. No. Škaj je problem, ne? Če bi ga Pogačar vozil, bi ga ti zdaj želela podriti. Ne, bi ga, te Bianchi mi nikoli niso bili všeč, ne vem zakva, ampak tudi, ko ga je Roglič vozil, pa smo za Rogliča navijali, pa nisem niti v sanjah pomislila, da bi si kupila zdaj ta kolono, ne vem. Kapa, se pravi, meni je bil Y glih zato, ker je bil tako drugačen, pa že zato, ker je bil tep tako grd, mi je bil še bolj izziv ga imeti. In zdaj sem bil tako zadovoljna, sem pa ful. Jaz sem res ful zadovoljna s kolesom, ampak ja, je pa tudi bo zakompliciran za servisirati. Se boš še važen, da bo naslednji let, ko se šla voziti, ko šla trenirana, boš dosegala take in boljše cajte, kakor si jih letos, ne? To se mi zdi, da unta glava na pokazatelj. Mi je še najbolj to, da se tudi počutim res dobro na kolesu, no, da mi je pač ta geometrija, pa velikost, pa vse to, da mi res sede. Pa se to vse na vsakmo. Zdaj, če bi kupovala kjerkoli kolo, bi se na vsakmo dobro počutila. Če bi ga verjetno prav skup dal, ne? Ja. Ga je treba kar prav pač zadeti tudi malo. Včasih moraš še malo sreče, no. Ja. Jaz mislim, da zdaj, če bi letos naročvala od 20 brendov kolo,
verjamem, da bi na vsakmu bi najdla položaj, ki ti Ja, saj, ustreza. če ne bi bil kolnago, bi bil sigurno še vedno Pinarello, tako da tukaj sploh se... Mislim, Zaenkrat ne. jaz mislim, da se leta 2025 bojimo kjerkoli zaradi položaja, je po moje brez veze, ker se vsakega da nastaviti. Jaz sem jih že toliko Ne vozil. moraš samo ta pravo res zadeti, ta pravo je vse pač mere najprej, a ne, vseh dolžin, se pravi od okvirja do dolžine, širine, balance. Zdaj so vse integrirane, se ne moreš zabavati, boh ne da fališ, ker potem se nimaš kaj več, nimaš manevra nobenega, lahko na koncu, tako da to je že veliko. Pa pri tem okolnago to je bil to kar izziv, a ne, dobiti ta pravo, sploh z balanco smo se kar nekaj časa ukvarjali, da smo ta pravo dobili, tako da. Ne. Ampak zdaj imam pa top, tako da sem ful, jaz sem zadovoljna. Vrhunsko. Ja. Da gremo mi da kar na vprašanje. Da lahko, kaj pa je bil vprašanje, z menga nisi mi ga poslal. Screenshot sem ti poslal pod linkom. Čist kratek. Ampak ga ne vidim ga. Mogoče enkrat povesta kaj več o Garmin, VSVH, a to? ostali števci? Aha. Se pravi, kaj je razlike Že med števci pismo, take pošiljaš drobne. VH, Ja, to boš Garmin mogoče in ti bolj lahko ostalimi. povedal, ker jaz vozim Garmina od nekdaj. In pač meni je, se nisem nikoli, ker nisem imela nobenih težav z njemu, ne nič, zato nisem sploh razmišljala, da bi kakšen drugačen števc imela, verjamem pa, da so tudi še drugi dobri. Tako da kakšne so pa mogoče razlike med VH-jem pa med Garminom, boš ti lahko povedal, če je sploh kakšna razlika. Jaz predvidevam itak, da najbrž imajo kar zdaj vsi kar vse funkcije podobne. No. Ja. Jaz sploh ne vem, kako naj začnem to vprašanje. Mislim, da je na tist, kar si navajen, da se tega pol načeloma držijo tako skoraj podoben kot pri telefonih. Ko si na Samsungu pol gledaš Samsung, gledaš kakšen Huawei, ko si enkrat pa na Applu, pač gledaš samo od Apple telefon, ko v naslednjega, ko si ga v škupu, bo pač Apple in je to. Tle se mi zdi, da zelo podoben, ta aplikacije so različne, ampak noter funkcijsko. Jaz si ne predstavljam, kaj rečemo tvoj Garmin ima, da VH nima, ker od trening funkcij vem, da imajo vsi vse. Razlika je mogoče sam pol glede na to, kakšne imaš dodatke zraven. Ne? Se pravi, kjer imaš mogoče pedala, pa še to zdaj se mi zdi, da isto vse kaže. Vem, da je Garmin imel včasih ta pedal efficiency, ali kva so že imeli točen, se ne vem, kad ti pol kazal malo več stvari, sam zdaj tudi se mi zdi, da mislim, da imajo to že vsi. Tako da jaz niti ne vem, zakaj bi, kaj bi gledal, ko bi šel na nov števc. Ne, mi prodajamo VH, zato imam gor VH. Če bi najbrž prodajali karkoli drugega, bi imel kaj drugega gor. Tako da ja, tukaj pri samih števcih načeloma... Jaz sedim, mislim, da VH nima toliko velikega števca, kot ga ima Garmina, ne? Take Imajo velikosti. Imajo tudi toliko velikega. Ja, je Ace. Je isto, tudi kar se barv tiče, je vse štima, tudi zaradi samih lučk vse dela. Vsi imajo zdaj že to, da tudi, če unika musko poslušamo gor, da ti tudi to kaže, da lahko predstavljaš med komadi na števcu, lahko povežeš z ročkami, načeloma vse. Jaz mislim, da v samem števcu v uporabi ni bistvene razlike, kakor je mogoče pol v samih aplikacijah. Zdaj jaz vem, da Garmin je velov, pred 10 leti Connect je bila ena najbolj razvitih aplikacij, ki jo je imel, in tako, kot si ti rekel, so zelo dobro imeli prikazane te podatke, kjer si lahko delal analize, kar se danes dela lahko že v vseh raznih programih, ni več, da moraš imeti nujno za to Connect. Ampak kle v Connectu je kar veliko podatkov po furi dobiš, zdaj koliko jih dobiš pa v drugih števcih pa ne vem. Pa zelo je enostaven, meni je ful enostaven za uporabo, tudi te podatki so tako zelo enostavni in vse v aplikaciji je vsak podatek obrazložen, kaj ta podatek je v bistvu sploh. Za pedala, če imaš power metre, je ogromen podatkov, potem vam dobiš točno to, leva noga, desna noga, tekom vožnje, kako si spreminjal vse skupaj
pač kje je bilo več, ne vem, pritiskov, jaz tudi niti sploh ne vem čisto točno, kaj vse pomeni, ker tega niti ne toliko ne spremljam, ampak če hočeš imeti neke natančne podatke, vem, da Garmin ima fantastične, zdaj če pa imajo ostale aplikacije isto, ampak če nimajo, ne, če pa nima od Wahooja aplikacija, imaš pa druge aplikacije, kamor lahko vneseš. Če bi zelo rabo neke podatke, Training Peaks ima še toliko recimo več enih podatkov, ki jih jaz sploh ne razumem. Itak moraš biti potem tudi v teh stvareh razgledan ali pa izobražen, da potem sploh veš, kaj gledaš. Ja. Tako da, če ne rabiš tega... Jaz mislim, mogoče ta glaven je to, da unika želite imeti touchscreen, Garmin ima, mislim, da Wahoo pri temu, ki ga imam jaz, vem, da ni touchscreena, mogoče glih pri temu ta največmu. To si nisem pogledal. Ja, Garmin ima zelo dobro. To ta največja razlika. A imaš tudi ta kako se reče, AMOLED, ne vem, ekran, ki je v bistvu... Na temu mojemu ne, ta moj je star. No, Garmin ima res zdaj take ekrane, da je vidljivost fenomenalna, ker je bilo dolgo časa, kar mogoče sploh za tiste, ki že malo slabši video, ki pridejo v leta, je bilo mogoče že slabši vidljivost, zdaj so pa res naredili to vidljivost tako na telefonu, in se zelo dobro vidi na števcu, tudi za tiste, ki slabši vidijo, pa če so 8050, ko je res ogromen števc in imaš ogromen enih podatkov, imam jaz lahko že pred sabo med samim treningom, kjer jih lahko spremljam določene pač parametre, vsem spremljam jaz, ko treniram in rabim nekaj podatkov. Ti gledaš na zaslon, ko treniraš, ali kaj? Ja, seveda, da gledam. Bravo, to ben ne dela drug. Ja, se zato pa pravim, da kdor gleda, jaz tukaj res vidim potem vse, ker imam tudi graf zraven. Zraven je še graf, kjer mi kaže, do kjer jih pridem. Gledaš une zvezde, ko mi vidiš, boš pa še graf gledala. Ne, zdaj mogoče, če je težek trening, jasno, da pri šprintih sicer imam te potem zvočni signal, ki mi daje, kdaj so, ampak če se pa voziš neko, če imaš pa nek interval, ki je dolg 20 minut v kakšnih normalnih conah, nejasno, ne v ne vem kjašnih vrtoglavih. Pa gledaš, v kateri coni si in to je to, kaj boš gledala še po Ne, imam itak ta trener ekran ima, Garmin. Zdaj, tisti, ki trenirajo, verjetno ima to tudi Wahoo, predvidevam, je za ta pač trener ekran, kjer ti v bistvu prikazuje in tam imaš tudi graf, ki ti kaže, koliko greš odstopaš od tam, kjer si, kaže ti naslednji interval, kaj bo, pač imaš določene podatke, ki si jih sam daš, neke podatke ne moreš spreminjati in nekje imaš, če imaš iz kadenco trening, ti potem kadenco opozarja, da jo imaš previsoko, prenizko, če je z vati, te opozarja, da si preveč previsoke vate vrtiš in v bistvu te na oboje opozarja. Tako da, pač to, če se greš treninge... Tebi to vse govori, pa še zmer stok zankurat. Tebi res ni pomoči, zdaj bi vrgel kolo stran, pa bnehu, to je noro. Ja, vse ne vem, kaj naj ti na to odgovorim, v bistvu brez veze, sploh ne vem, kaj naj ti rečem. Ne, klej mogoče sam še zadodati, tisti, ki kupujete pa kakšen števc, ki ni od teh ta večjih firm, ne vem, Brighton, jaz ne bi že boljš delal, jaz takrat, ko sem ga testiral, sem ga hotel po 1 uri, ko ga sploh še na kolesu nisem imel, sem ga hotel že vršiti čez avto ven. Tako da zdaj ne bi bil v redu, pol je Sigma, ne vem točen kaj ima, VDO sploh ne vem, še obstaja, pol so te ta novi, ko so tudi v Sloveniji zdaj, zdaj sem pa pozabil. Ne vem, jaz se na to po prvič povedano niti ne oziram. Ampak je, zdaj že... Ja, odvisen, kaj iščeš. Če iščeš vrhunsko kvaliteto, super števc, da boš iz njemu ogromno iz njega vam potegnil, boš tudi mogel več denarja za njega dati. Pa ni nujno, te števci so kar cenovno, kar visoke cene so to, če pa je vam dovolj uporaba, da rabiš števc za neko osnovo, pa sploh ne rabiš, pa čisto vse, pa imaš pa mogoče... Ne, se tudi hočem povedati, da prihajajo cajti, prihajajo določeni brendi, ki ni treba več zagoniti, ne vem, 500 evrov za to, da imaš ti v redu števca. Ja, če rokle je nekdo kupil iz Kitajske nek števc, ki je bil nek fake nekega Garmina jaz govorim za in mu je crknil po parih mesecih. Pa ja, ti zdaj si šla iz ene skrajnosti v drugo. Ne, sej... Glupa kot kurac. Ja, ne, pa še vedno hočem tako, kot bo vseh stvarih povedal, odvisen je, moraš vsako stvar razmisliti, zakaj jo boš rabil, koliko jo boš rabil.
Mislim, hodil sem povedati, da si pogledajte teste. Če so testi načeloma v redu, če je v Sloveniji zastopnik, da lahko komunicirate normalno, pol pač lahko tudi sprobate, pa boste pač videli, funkcionira ali ne. Jaz vem, da dobite lahko števc zdajle z vsemi funkcijami, kar rabite za trening za dobrih 100 evrov. Pa je to. Kar se tiče pasu za srčen utrip isto, ne rabite dajati 80 evrov pa gor, za 30 evrov se ga dobi. Kar bi jaz pri števcu sam gledal je, da je ta najmočnejši Bluetooth, zato ker je povezljiv zdaj, če imate power meter pedala, če imate pas za srčen utrip, pač že vse skupaj povezan, pa pol še ne vem, če s telefonom imate povezan števc, zato da ta komunikacija pač najbolj teče. Tako da to bi jaz gledal, pa od samih funkcij, unih par, kaj je za power meter, par za srčen utrip, kadenco, to imajo pa itak zdaj že vsi, tako da ne rabiš imeti glih, ja, da ti ne vem, kakšne grafe dajo ven, zaradi tega, ker 99% nas ne zna to brati in je brez veze. Ja, se je točno tako. Lepo si to povzel. Ja, sej. Se kar strinjam s tabo. Še dobro, da imam tebe, da tako nakladaš, da gre 15 minut, ni nič pametnega, pa 30 sekund. Sej ti si tudi prej tukaj 15 minut govoril, kakšne akcije imaš. Pa se to je pameten. Ajo? Je to folk pride cnej čez? Drugač pa jaz sem še eno zadevo, ki sem si jo zapisala. Čaki, tale, Raubar? Ja, je imel nesrečo v Španiji, to smo videli, ampak ne bi bilo pač nekaj strašnega, ne bi bilo nič hujšega, no, tako so pisali v medijih, ampak ja, je pa pristal sicer v bolnici med treningom v Španiji, ampak pocajti se čim prej. Ja, tako da to sem tudi videla, ja. Ena stvar je pa, Pogačar je dobil zlato kolo, pričakovano, a ne itak. Mislim. Ampak dobil je tudi nagrado Edija Merckxa, kjer je pa v bistvu nagrada za enodnevne dirke, tako da je pač spet pobral dejansko te top svetovne nagrade, pa na UCI-jevi lestvici je daleč pred drugim. Tako da ja, pri ženskah je pa mogoče, pa ni on prevzel nagrade, ker pa je neki bolan, da se slabo počuti, tako da sta prevzela Hauptmann pa Alex Carrera. To je bilo glih v petek, ko smo imeli žurko, pa sem jaz malo pozabila, mogoče je bil kakšen prenos, kakšna meč bil, še kakor nismo malo gledali. Malo mi je bilo pa, no tako, ki je zanimiv, kaj pogledati. Pri ženskah je pa bilo bolj tako, ko je bilo včasih, no, pač dobila je ta Fernand Prevot, zaradi samega tura, čeprav dejansko, kaj pa vem, a se je zaslužila ali ni. Pa se kjera druga bi pa si? Ja, vse so še druge dirke tudi, pa si ni ona potem, ona mislim, da sploh ni vozila nobene druge dirke. Ne, je vozila. Fernand Prevot ne. Ja, še že Pariz-Roubaix je vozila. Pa ne vem, če sem šla pogledati njene letošnje, ker ona je dejansko prišla sam zaradi tura, a ne, se je tudi hodila sam vrniti. Ne, edino kaj ta Vibes, ta bi bila edina po moje, ki bi še lahko, vse druge pa nobena ni bila, da bi rekel, da je pa tok. No, vse Vibes je dobila pa to Edija Merckxa na priznanje za enodnevne dirke. Ja. Tako da, ja, jaz upam, da bo drug let moja Demi malo spet boljš, kaj več, tako da bomo videli. Mogoče se je pa samo dala v usodo, pa je. Ja, bomo videli. Tako da ja, pa tale Alpecin ima novega sponzorja in to zdaj se bo imenoval Alpecin Premier Tech. Tako da ta Izrael Premier, ki so bili pred Tech, je šel zdaj v Alpecin, tako da bo tudi prevzel kot enega vodilnih sponzorjev. Tako da bomo videli verjetno tudi kakšne nove drese, nove barve, nove napise. Pol si videl Ineos? Ja, kao bojo imeli neke bele hlače. Ja, prihaja 17. decembra, bo predstavitev baje nove ekipe, novih kitov in vsega, kako bodo oblečeni s tem Total Energies napisi. Tako da baje, da bodo imeli bele hlače, no, tako so zdaj prikazani v temu napovedniku, zdaj nema so bele, a so sive. Ja. In zdaj se že zgraža kolesarski svet, kam to zdaj gre, zdaj bojo pa še bele hlače. Kaj pa ti misliš? To je, če jim paše, super. Sej po moje, takrat, ko bo slab vreme, ne bo imel teh. Ja, sej zato, veš, kakšni so teh belih, že kam Pogačar lega, kadar je tem svetovnem prvaku, kakšen je.
po taki dirki, zdaj jih bo... Ja. Nič upam, da imate vsi velike kurce. Ja, zadnjič smo bili na Zato ne izletu. črne hlače. Ja, zadnjič smo bili na izletu in nekdo je imel bele hlače. Je bila ženska ena. Je pa ženski, Pa jih se je ne imel. bi videl. Ja, pa se je kar videl čez, kar konkretno. Tako da, Ne vem, jaz je to meni. tako da sem jaz ni tudi bila zavozati. neke ideje o kakšnih belih svetlih hlačah, pa so me kar minile te ideje, tako da ne bomo. Pa, to sva pa že pokomentirala, zdaj ta nov kolor. No, pa predstavitev Gira je bila. A si gledal? Ja, sem gledal presenetljivo, meni deluje kar dosti lažji, kot je bil pa se je. letos. Se je, znižali so za skoraj za 10% višince, s tem, da še vedno ni tako lahek, kot je bil tisto leto, ko je Pogačar zmagal. Ne? Se pravi, takrat je bil, so ga za 2024 so ga za 20% znižali v primerjavi z, kot je ponavadi. Ampak jaz sem gledala, da je 8 etap je šprinterskih. Pa ne mene 6 je takih, da so res hribovske, vse ostalo je pa možno vse, a ne. Naredili so dolg kronometer, 40 km, kar tak pisan remko tu na kožo. Tako da malo se špekulira, da pač bi radi predvsem Remkota spravili na Giro. Če ne že ne tudi Vingegaarda. Vingegaard je pa vedno bolj izraža željo, da bi rad zmagal Giro, ker bi rad zmagal, da ima vse 3 Grand Toure, a ne, dobljene. Tako da mogoče bo pa kaj zanimivega. Prav v Sloveniji, kakor sem videla, ne bo letos nič. Pa tudi prav, da bi zdaj rekla, da bo čist kar tamle na meji, tudi ne. No. Ja, blizu meje. Ja, nekaj ena je, čeprav nisem še En to del gledala, grejo kakšna je etapa, ali kaj se splača, je ta bo kaj dobrega za Ja, je videti. bolj v zadnjem tednu spet, skoraj čist na koncu. Ja, ne spomnim se, kakšna je etapa, ampak ja, definitivno bo za gledati. Da, me prav zanima, kdo bo pa od naših šel to voziti, če bo šel kdo. Pa ja, ziher bo šel kdo. Jaz upam, da bo šel Rogla. Sam, če bo šel še Remko, pol bo to že neka borba čudna. Tako da Ja, bomo to videli, skoraj kaj bo. dvomim, če bo šel Remko, da bi šel tudi Rogla. No. Sploh pa ne kot dva kapetana na Giro. Veš, tako da to skoraj Ja, definitivno čuden. ne verjamem. Verjetno bojo Rogla še dal kar bolj v kakšno pomoč na tur, pa mu verjetno spet na Vuelto ali pa kaj tazga. Tako da ne vem, koliko ima svobodno. Mogoče se niti ne bo osredotočil na 3 tedenske dirke, saj imamo tudi enotedenske, sicer zdaj glih enodnevne niso njegov. Porno, pa še tudi enodnevno je že zmagal. Tudi, se pravim, tako da ne vem, ima kaj besede, da bo lahko si sam izbral ali ne. Ne vem, jaz upam, da bo šel na Vuelto, da jih dobi, da pol, če še eno dobi, mislim, da jih pol je največ zmagal, ne, v zgodovini. Tako da, če mu to rata, je to. Pa če bi šel na Giro, na Tour, mislim, po pokazanem v zadnjih parih letih, mislim, da mu noben več ne daje šanse, da bi pa lahko zmagal. Ja, ne, Čeprav če si bi ga še dal vedno kot kakšnega upamo, da bo, pomočnika, ne. mogoče. Pa ja, sem pol pa, ne vem, jaz mislim, da na Tour moraš biti 100% pripravljen že, da si ti lahko pomočnik. Tako da, ne vem, koliko mi je to smiselno, če bi šel pol ali Giro ali pa Vuelto odpeljati. No, jaz bi ga tudi sigurno raje gledala na Giru, kakor pa na Turu, a ne, čist pač tako. Ker na Turu vemo, da bo Pogačar in potem imaš vsaj svojega favorita na Giru, imaš svojega favorita na Turu, če pride na Vuelto, imamo spet svojega favorita na Vuelti in... Kaj špekulira se tudi, da bi Pogačar mogoče šel še na Vuelto letos, ne? Ja, naslednje leto. slejka prej bo šel, a ne, tako da... Ja. Bomo videli. Je še dolgo Vedno do se to takrat. pol povezuje, ne se koliko težek tur je, a ne pa s tem pol kakšne so ambicije za svetovno prvenstvo. Letos bo mogel spet voziti tudi evropsko, mislim drug let tudi evropsko prvenstvo. Glede na to, da svetovno zdaj za naslednje 3 leta bo itak narejen za Pogačarja, tako da se pravi, bo imel svetovni prvak 5 let zapored. Ja, bo, a je že, čak dvite, drug let je 2026, čakaj pa je 2027?
Čekaj, A je Škotska? a 28 je 28 je v Dubaju ja, ali tam mislim, da je 28 je gor. Ja. Emiratih. Ja. Ok, 27, veš pa, da ne vem. Takrat bojo se, zdaj so že en klan že delajo, do takrat jih bojo že 16 naredili, tako da bo definitivno kar naenkrat ratu ful gorat, tale Emirati bojo ratel gorati. Ne, sam si po moje so ugotovili, da je to tudi ful dober za vse kolesarje, ki so tam, ker tam je res tako, kukar je sama ravnina, je kar neki kolesarjev. Ne? In glede na to, kakšne, da lahko sam po ravnini vozijo, po moje tudi oni želijo imeti kolesarja, ki bo enkrat pa res v kakšni te top ekipi. Ne? Ja. In če ne treniraš ti klanca, kako boš ti, pač moraš se preseliti v Evropo, ko si star, ne vem, 10, 13, kaj sem kdaj. Dobro, če te klanci vprašanje, kakšni to bojo bolj, tudi ne moš ti glih zgraditi gore, čeprav niso glih prav sekani, da bojo. Jaz mislim, da oni lahko. To bo zanimivo za spremljati, to se že zdaj o tem veliko govori in verjetno bo vsak leto o tem več govora. Da šprinterji ne bojo nič dosegali pri svojemu, tako da bojo še kar nekaj časa prekrajšani za svetovna prvenstva in zmage. Zdaj smo pa že kar odkrito tudi videli, pa, da bo Evropsko prvenstvo zgleda, da res cilj nagradil. To je bilo je bilo naslov portalu, tem Sport Siol portal, mislim, da je bilo, ta teden je bil objavljen. Mogoče so pa naju dva oziroma tebe poslušali, pa so rekli. Dajmo. Ja. Ne, bilo je glih en dan po tistem, ko smo mi dva snemala, je bilo na enem portalu pač uradnem objavljeno, da se predvideva spektakel na Ljubljanskem gradu z Tadejem Pogačarjem. To je pa listo, da bi mi dva rekla, da se predvideva. Ne, je bilo potrjeno mislim po pogovoru z gospodom Finkom in to so predlagali, je predlog, zdaj pač jasno, to se mora odobriti, ampak že čim se o tem govori, bi bilo, mislim, če hočemo, da tedaj neki, čeprav tako, kot ste rekel, ta Ljubljanski grad je za njih skoraj isto, kot ena ravnina, tako da to je zelo težko, da bi zdaj kle prišlo, ne vem, neka velika skupina, pa da bi na koncu bilo 100%, da bo kar on zmagal. Sam bo že prej tako zastavljena trasa, da najverjetneje bo v nekem pobegu, upajmo. Če pride skupina, Pogačar težko v top 5, ker je to lahek, a veš, to je za nas. Je to, se matramo 2 minute gor. Profi to kletijo gor, da to more že zalagati klinčev vink, ki je na... ne, se razumem. Si predstavljam, da je verjetno tako, tako da bomo videli. Tako da bo tudi, ne, je pa res, da je prej toliko klanca še, da... ne, sej to... Da če naredijo on tam svojo razliko, se lahko tudi do Ljubljane pol po ta zadnjem pelja. Sam pismo do Ljubljane je dolga, ne? Ja, tam iz unga konca je to... kar je 30 kilometrov, a ne? Iz Komende, če gledava jaz zdaj ne vem, v katero smer bo šlo. V Šentjurško, pa pol dol v Cerklje, ali Cerklje pa... Sej tam iz Komende pa iz Cerkelj je približno isto do Ljubljane, samo odvisno, kje se pač šli bojo sigurno po najbližji, cesti pač. Tako da... Definitivno bo zanimiv. Jaz komi čakam, to se prav veselim tega drug let, da se bo nekaj, to bo v Sloveniji kar za nas kolesarje. Mene zdaj, ko sem mi do tole zaključila, me pa sam zanima, prej, ko sem se pogovarjala o kolesih, a vi kaj gledate na to, kakšne so prednosti enega kolesa v primerjavi z drugim, se pravi v tem primeru aero prednosti, ali gledate bolj po izgledu kolesa, ali gledate še neko tretjo stvar, zapišite spodaj v komentarje, ker to me tako, načeloma, oziroma če kaj drugega gledate, ko kupujete kolo, ne vem, kako se ga lahko sestav, kaj sem kaj, to mene osebno me zanima. Ne, to mene zanima. Tako da, to je to, maške. Ne, nič, zdaj itak jaz grem smučat. Tako da ta vikend ne bo še nobenih kakšnih izletov, pa že, če bo kakšno lepo vreme, ker je bil ta zadnji izlet tako dobro sprejet na obali, tako da bomo v planu do konca leta, če bo vreme, da bo toplo na obali, tako kot je bil tudi ta vikend lep, bomo sigurno naredili še en izlet na obali, pa upam, da se nam bojo še kakšni Primorci pridružili, ker to sem že zadnjič pozabila, jaz sem bila kar malo, sem pričakovala, da bo kakšen prišel, ker vedno pišejo mi na Instagram, kdaj boste pa na Primorskem kaj naredili, pa v bistvu ni bilo nobenega, tako da mogoče so bili vsi zasedeni. Dva sta bila.
No, ampak ja, mogoče upam, da bo še kakšen prišel. No. Dobro, sončki, do naslednjič, uživite. Čau. Čau.